Zdravo! V Združenju za bolnike z limfom in levkemijo želijo v tem času ostati v stiku z vami, zato so me prosili za tale video. No, kakor vsi veste, že nekaj časa je razglašena epidemija, zaradi katere je prisotnih tudi veliko enih različnih ukrepov. To pa lahko povzroča pri nas stres, čustveno stisko, tako pri odraslih kot pri otrocih. Ljudi lahko preplavi strah, tesnoba, glede bolezni, glede stvari, ki spremljajo bolezen. In tukaj pomaga ustrezno soočanje s stresom, tako da s tem lahko znižamo strah, zmanjšamo čustveno stisko, strah pa tesnobo. Stresni odzivi na izbruh same bolezni lahko vključujejo strah, skrb, tesnobo, glede lastnega zdravja, zdravja drugih, bližnjih, glede ostalih okoliščin. Lahko se pojavi tudi sprememba urnika spanja, prehranjevanja, lahko opazite slabšo pozornost, koncentracijo, poslabšanje kronične bolezni v nekaterih primerih. Na žalost pa pride pri nekaterih tudi do tega, da se poveča uporaba alkohola, tobaka, pa mogoče tudi nekaterih nelegalnih drog. Zdaj, ljudje, ki bojo ostali doma zaradi bolezni, oziroma zaradi omejitve gibanja, so pa kar naenkrat odrezani od svoje vsakodnevne rutine in to vsaj za nekaj tednov. No, in kaj so pogosti stresorji v tem času? Naprimer, kar naenkrat, ni nobenih aktivnosti, ki smo jih bili vajeni prej v vsakdanjem življenju. Lahko nas skrbi tudi zaradi finančne posledice. Veliko ljudem so na primer prekinili delo v tem času. Omejili so gibanje. In zaradi vsega tega nam manjkajo tudi različni viri za soočanje s stresom. Naprimer, ni dostopa do fitnesov, do telovadnic, tudi do raznih religioznih aktivnosti. Zdaj, pogosti odzivi na izolacijo samo so pa lahko najprej strah in tesnoba. Naprimer, lahko smo zaskrbljeni že zaradi tega, da bomo mi ali pa naši bližnji zboleli, da bomo razširili bolezen naprej. Zelo normalne so tudi skrbi glede dostopa do hrane, do drugih dobrin, tudi glede prekinitve dela, pa izpolnjevanja različnih družinskih obveznosti, naprimer skrbi za starše, stare starše. Zdaj, problem je, ker se pri nekaterih posameznikih te pričakovane pa realne skrbi lahko stopnjujejo in pride do različnih manj realnih oblik strahu. Temu se reče tesnobe oziroma anksioznost. In zaradi tega imajo nekateri ljudje lahko tudi težave s spanjem, s prehranjevanjem. Drug pogost odziv je lahko depresivno razpoloženje ali pa že sam dolgčas. Zdaj, že to, da izostanemo od dela, da se zmanjša pogostost različnih aktivnosti, nimamo več toliko teh pomembnih aktivnosti, to zmoti našo rutino, pa ima lahko za posledico nek dolgčas, žalost, v skrajnem primeru tudi depresivno razpoloženje. Še en zelo pogost odziv je jeza, frustriranost, razdražljivost. Zdaj, lahko smo jezni že samo na to, da nam je nekdo postavil te omejitve gibanja, delovanja. Lahko pa smo tudi zelo frustrirani, naprimer zaradi tega, če mislimo, da smo se okužili, zato ker je bil nekdo drug malomaren. Lahko tudi smo jezni pa zamrljivi do tistih, ki so nas okužili. No, eden od odzivov je pa tudi stigmatizacija. No, to pa naprimer občutijo predvsem tisti, ki so oboleli, ki so bili izpostavljeni virusu COVID-19. To lahko zaznajo kot, da se jih drugi bojijo, da so stigmatizirani s strani drugih. Kako se pa soočimo s to tesnobo pa situacijo, v kateri smo? Glede na klinične izkušnje raziskovalne dejavnosti je kar nekaj takih smernic, ki nam lahko pomagajo. Zdaj, če bi imeli možnost, če bi že prej vedeli, bi bilo fino, da bi si že prej organizirali ta čas, v katerem bomo, kaj bomo počeli, najdeli različne načine, kako bomo imeli socialno oporo v tem času, kako se bomo lahko odzvali na vse potrebe. Ampak ne, včasih to ni možno. Zdaj,
Prvo in glavno, kar bi jaz priporočila, je to, da dajte omejiti dostop do informacij, ki jih imate na različnih straneh z novicami, na različnih socialnih omrežjih. Dajte si vzeti na dan par minut, takrat to preglejte in to na tistih spletnih straneh oziroma na tistih virih, ki jim zaupate. Pa a je to NIJZ ali so neke druge vladne organizacije, naj se to pač tam preverja in predvsem ta čas, ki ga preživite na teh različnih straneh, ki nas obveščajo, dajte ga uravnotežiti pa z drugimi bolj prijetnimi aktivnostmi. No? Ne vem, naj bo to branje, poslušanje glasbe ali se naučite nov jezik. Še druga zelo pomembna stvar. Dajte si najdete neko dnevno rutino in se jo potem držati. Zato, ker s tem vzdržujemo občutja reda, pa namena v življenju, kljub temu, da je bila aktivnost, ki smo jo bili do zdaj vajeni, prekinjena zaradi karantene. Zdaj vsak dan poskušajte vključiti neke redne aktivnosti, kot je na primer telesna vadba, kuhanje, pogovor z bližnjimi, telefonski pogovor, učenje. Čim več takih stvari, ki so vam v bistvu ljube. No? Zdaj, glede na to, da smo se tudi socialno malo distancirali, dajte probati vzdrževati socialne stike na druge načine. Danes jih imamo res toliko, da imamo veliko različnih možnosti. Zdaj, s starejšimi ostanemo v stiku po telefonu, z mlajšimi na različnih socialnih omrežjih, z video pogovori. In dajte se o tej svoji tesnobi, žalosti, težavah v tem času pogovoriti tudi s temi bližnjimi, s katerimi ste ves čas v kontaktu. Še ena možnost za socialno podporo, čustveno podporo so pa tudi domače živali. Zelo pomembno je, da v tem času vzdržujete zdrav življenjski slog, kar pomeni, da naj bo hrana zdrava, naj bo prisotno gibanje, če je možno po svežem zraku, drugače pač med štirimi stenami. Izogibajte se uporabi drog, alkohola, tobaka. Zdaj pa, če bi se ta stiska čustvena zelo stopnjevala, so pa v tem času dostopne tudi različne svetovalne storitve. Večinoma jih organizirajo zdravstveni domovi, tudi NIJZ jih je organiziral, tudi lokalne psihiatrične bolnišnice. No, tako da, če bi prišlo do hujše čustvene stiske, pokličite osebnega zdravnika ali pa katero od teh linij za svetovanje. Zdaj uporabite, vkolikor to poznate, tudi različne strategije za uravnavanje stresa, ki jih ponavadi poučujemo mi psihologi. Glede svojih skrbi bodite predvsem zelo realistični, ker naši možgani, kakor so nam večinoma v dobro in nam delajo uslugo, pa tudi zelo hitro začnejo katastrofizirati trenutno situacijo. Tako da probajte se osredotočiti na stvari, na katere imate vpliv, ne na tiste stvari, na katere nimate vpliva. Na te, ki nimamo vpliva, pa poskušamo počasi sprejeti, kakor se to da. Zdaj lahko preizkusite katero od različnih vadb čuječnosti, sproščanja, meditacije. Zato obstaja že en kup različnih aplikacij, na YouTubu imate veliko teh stvari. Zdaj pa osredotočite se pa predvsem na te altruistične razloge, zakaj ostajamo doma. Predvsem zato, da zaščitimo občutljive skupine, starejše in nekako to bo glavno gonilo, zakaj se držimo vseh teh navodil. Tako da za enkrat bi bilo danes to. Nadaljujemo pa potem naslednjič z malo bolj specifično usmerjenimi vsebinami. Tako da hvala za danes, pa ostanite zdravi.